Janez Butara je bil udeleženec vojne za Slovenijo. Janez, v kakšni vlogi oziroma funkciji si leta 1991 sodeloval oziroma bil udeležen v vojni za Slovenijo? Po odslužitvi vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi v šoli rezervnih častnikov sem se leta 1978 zaposlil v stalni sestavi občinskega štaba TO Novo mesto. Šel sem po vseh različnih funkcijah in leta 1991, se pravi junija, kot sprašujete, sem bil poveljnik 21. območnega štaba TO Novo mesto. Katero območje je to zajemalo? Ta štab je zajemal območje bivših velikih občin, bi rekel Novo mesto in Trebnje. Aha. In neposredno nekaj mesecev pred vojno je prišlo do fuzije štabov Trebnje in Novo mesto. In tvoja funkcija v tem štabu je bila? Bil sem poveljujoči. Poveljujoči, aha. Aha. In si tudi takrat vodil bojne operacije, ki so se dogajale na tem območju? Ja. Tudi? Novo mesto ima poleg mojega štaba 21. je tudi sedež pokrajinskega štaba, teritorialne obrambe. S tem, da pokrajinsko poveljstvo nima nekih enot, razen tistih prištabnih, najbolj nujnih, ki rabi za funkcioniranje delovanja poveljstva. Dočim območno poveljstvo pa je imelo enote od odredov, vodov in čet. Približno smo imeli takrat po tistem mobilizacijskem razvoju nekaj okoli 800 ljudi pod orožjem. Ali ti je znano, kdo je in če je izdal povelje, da se napade vojašnice na tem območju, se pravi v Novem mestu, občini Novo mesto in Trebnje, kjer je bilo tvoj rajon? Konkretno jaz nisem dobil nobenega pisnega ukaza. Dejansko smo pa dobili ukaz za blokado vojašnic. To je pa v bistvu nekaj drugega. Se pravi blokado vojašnic in izdelati načrte napada. Če bi se zadeva eskalirala in zaostrovala, smo izdelali načrt, kako in na kakšen način, s katerimi silami bi recimo obvladali vojašnico Novo mesto. Pisnega ukaza ni bilo, ampak nadaljnjega koraka pa tudi ne. Tistega eksplicitnega ukaza napadite vojašnico ni bilo nikoli. Niti pisno, niti ustno. Tega ni bilo? Ne, imel sem pa tudi med enotami oddelek, bi rekel, topniški, to so bili topovi, 2 topa B1 s položajem na Marofu, kateri nalogo so imeli, da glede na situacijo, ki bi se kasneje razvijala, je bil primarni cilj, je bila vojašnica Novo mesto. Vendar pri tem je vse obstalo. Se pravi, čeprav razumem, nekega komande, da se napade vojašnice, nisi prijel? Ne. Ampak kaj se je dogajalo potem s to vojašnico, kako? Poglejte, vojašnica je bila v blokadi, ni izvajala nobenih ofenzivnih dejstev. Vi morate vedeti, da to je bilo sestava že minimalna, ni bilo veliko pripadnikov vojske, to so bili v glavnem regruti na služenju vojaškega roka. Oni so varovali svojo vojašnico in pa pripadajoče skladišča, poganci in pa Češča vas. Imeli smo seveda z njimi tudi v toku teh spopadov, bi rekel, neko povezavo, tudi komunikacije na ravni poveljnikov. Kakšnih izpadov iz vojašnice, da bi oni hoteli neko eskalacijo ali da bi prišlo do spopada, ne. Prej bi rekel, da so bolj težili neki umiritvi situacije. Ja, kaj pa na vaši strani? Včeraj sem se pogovarjal z Remzo Skenderovičem, ki je bil v vašem štabu, on pravi, da je nekdo po noči streljal na vojašnico. Ja, dogajale so se tudi stvari, ki niso bili pod okriljem poveljevanja obstoječe, se pravi teritorialne obrambe. Incidenti so se dogajali, v katero niso bili vključeni regularne enote naše, v bližini skladišča Češča vas. Tudi strani JLA je bo potem kasneje slišati, da je neko motorno vozilo, kombi vsak večer, ob 10 se je to začelo, jaz sem vedel, da je ura 10, kadar začnejo
pride do streljanja v Češči vasi. To je bilo relativno veliko skladišče, tudi minsko eksplozivna skladišča in vžigalniki in te ostale sredstva. In da so bila sproženi streli, rafali in potem so pripadniki armade, ki so bili na straži, so streljali nazaj v samoobrambi. To je po noči, to streljaš na slepo, vse ne vidiš, ampak s tem v bistvu postavljaš neki zid obrambo, da se nekdo približa. To se je dogajalo kar nekaj dni, 4-5 dni, mogoče 6, vsak večer se je to dogajalo. Iz same vojašnice pa ni bilo sproženega nobenega strela, niti karkoli, da bi delovali po pripadnikih TO, ki so bili v bližini. Mi smo imeli tam zelo blizu vojašnice enoto, to je bila enota, ki je varovala Elektronovo mesto, veste, to je, mislim. Ampak kdo je streljal po noči na vojašnico? Ja, prišlo je celo do kratkega stika, da je moj nadrejeni zahteval od Ljubljane, naj se, bolj obstajajo domneve, ali so to bili Krkovičevi, ne, da so hoteli provokacije, neka tendenca in namen, da pride do eskalacije, da pride do intenzitete boja. To niso bili garantirano in je zagrozil Gutmann kasneje, da bo on ne samo zahteval, če bo treba, da jih tudi fizično, da jih odmakne te ljudi. Omenil si, da to garantirano niso bili? Ne, niso. Kdo? Niso bili pripadniki 21. močnega štaba. Teritorialci? Ne. Ampak so bili? Ja, bili so v neki strukturi, ampak to so bile te, veste, kao parastrukture, ki so kasneje tudi pojavile, parastrukture na Medvedjeku. Na Medvedjeku je sicer malo zgodba drugačna, ampak skupina ljudi, se nismo nikoli raziskovali tako daleč, ampak ko je Gutmann zahteval, da se te stvari prenehajo, so se prenehale. Kaj se je v bistvu dogajalo na Medvedjeku? Tam v zborniku o vlogi teritorialne obrambe na Dolenjskem med osamosvojitveno vojno piše eden od udeležencev, da je bil tam en protiraketni top proti toči in da so letala jugoslovanske armade nameravala uničiti ta top proti toči. Kaj je na tem? Ne, mislim, da je to za nonsens. No. Ta kolona se je že drugi dan nahajala na Medvedjeku, bila je pad situacija, na eni strani je bila zahteva armade do poveljujočega te enote protizračne obrambe, pač da nadaljuje pot proti Ljubljani, na drugi strani so bili pa mi, ki smo imeli nalogo, da enoto blokiramo in je ne dovolimo nadaljevanje poti. Ja. In ko je prišlo do spopada, seveda, z rahlim časovnim zamikom, nekaj 20 minut, pol ure, je bil nalet aviacije. Kdo je pa začel ta spopad? Ja, začeli smo ga mi. Ne. To, bi rekel, pogojno rečeno, nategovanje, kdo bo popustil, je trajalo skoraj dan pa pol. In nikakor ni prišlo tudi z naše strani, ker so bila, povelja niso bila decidirano in jasna. Jaz sem dobil povelje od nadrejenega, da je osnovna naloga preprečitev nadaljevanja poti, ne smemo pa odpirati ognja. Ogenj odpremo na odgovor, če bi JLA kolona streljala, začne streljati, potem mi streljamo nazaj. Ne pa, da mi prvi streljamo. Čeprav se je čutilo zrako, koliko se je to oddaljevalo časovno, je bilo že zahteve, nekako pritiski, da nekako treba sprožiti spopad. Kdo je to forsiral, da je treba sprožiti spopad? Poglejte, mislim, da je to Ljubljana ali koordinacijska skupina, mislim, da tam izvira vse to, ki je v bistvu, meni se to zdi nepojmljivo, da namesto da spoštujemo hierarhijo, je bil načelnik štaba, republiški štab je bil, da se je ta skupina vmešavala v sistem vodenja poveljevanja. In to lahko povem tudi po končanem spopadu, ne? Dobim telefonski klic iz te skupine, ki so me vprašali, recimo, koliko imate mrtvih ranjenih, pa se ga imamo enega
mrtvega, nekaj ranjenih in sem imel občutek, da so razočarani, da kako, samo toliko, ne. Mislim, da sem bil pa ujezen, moj namestnik je ujezen skoro slušalko tam vrgel na telefon. In kdo je to klical iz te koordinacijske skupine? Ne vem ime, skupine? priimek, ampak bili so z koordinacijske skupine. Tudi če zdaj vprašam tega majorja mojega, se imena in priimka ne bo spomnil. Ni pa bilo po vojaški liniji, ampak je bilo iz te koordinacijske skupine. Torej, rečeno je bilo, da ste teritorialci prvi začeli, ali kdo prvi? Ja. In mislim, da so bili pripadniki iz pokrajinskega štaba. Tudi nisem prepričan, da je bilo to usklajeno, njihovo to dejanje, ta akcija s poveljujočim, ki je poveljeval tem enotam. Do pokanja je prišlo v bistvu v trenutku, ko sem jaz poslal še en bataljon, ki je ravno v trenutku, ko je začel posedati položaj. In ti so izstrelili, to jih je nekaj bilo, 5-6 mogoče, iz mosta, sprožil rafal po koloni in to je bila inicialna kapica. Katera je bila to skupina, ki je iz tega nadvoza, na cesto? Mislim, da so bila skupina z pokrajinskega štaba. Torej ne pod vašo komando? Ne. Torej nekdo je poslal še posebno... Treba je bilo nekoga poslati, ki bo, ker bile so težave, ne, do tega strela nikakor ni hotelo priti, ne, bi rekel, ne. Bili so tudi pogovori s poveljnikom enote. Poveljujoči so hodili dol, do Bovov, ne. Vsak je imel svojo zgodbo, on je vztrajal, ne, da se odmakne pot, da mu dovolijo pot, naši da ne, ne. In potem bi pa bil ta čutiti pritisk z Ljubljani, ja dajte, sem občutek, ne vem, na vsak način sprožiti. Vi ste bili takrat v poveljstvu, niste bili na samem Medvedjeku, ne? Ne, nisem bil. Jaz sem v tistem momentu presodil, glede na situacijo, ne, da ostal sem, na štabu sem ostal, na sedežu štaba. Jaz, operativc, obveščevalc, inženirc, abehajc, pa še pa tisti del, ki pripada štabu. Ostali del štaba sem pa premaknil iz čist nekih logičnih razlogov v Škocjan, Novo mesto, na rezervno poveljniško mesto, ker meni je bilo malo nelogično, pred vojno smo vedno trenirali premeščanje na vojno lokacijo. Malo nerodno bi bilo, da nas z eno raketo cel štab avionsko recimo nas eliminira. In sem se pa javil, ko me je nadrejeni vprašal, koga naj pošljemo, ki bo koordiniral oziroma bil poveljujoči teh enot. Ker ene enote so bile tudi iz Krško-Brežice. Sem se javil jaz, sem rekel, grem jaz gor. Rekel, ne moreš ti gor, ti si poveljnik štaba, ne, vse skupaj. In potem je padel izbor na Romana Šiška, majorja. Potem je prišlo do menjave, čez nekaj ur je mali Bogdan, vedno je zdaj polkovnik, kaj je bil počinil, kapetan prvega razreda. Tudi ni bilo dobro, potem je pa prevzel zadnji poveljnik, je pa bil operativc z pokrajinskega štaba, Alojz Završnik. Ampak še zdaj ni jasno, kdo so bili tile, ki so iz nadvoza streljali? Mislim, da je vodil to varnostni organ. Varnostni organ, ki ni bil pod vašo komando. In potem, šele potem, ko so tele začeli iz nadvoza streljati na... V bistvu Sprožili so vojno, ne? Sprožili so spopad. Takrat potem šele je tisti avion priletel? Ne, takrat so normalno. Kolona JLA je odgovorila na ogenj, to je bilo res, ker to veste, 12 bovov, pa kar 36 cevi, to je bil res efektni zvočni, ampak sreči je bilo nekako za oboje. Konfiguracija terena ni omogočila izkoristka tega orožja, zaradi naklonov. In je odgovorila, in to je trajalo nekaj 10-15 minut nazadnje še taki sporadični streli. Tudi protioklopna orožja, ki smo jih dobili takrat, Armbrust in to je bilo neučinkovito, sami rikošeti. Tudi so zadeli bove, enostavno se odbijalo, ni bilo nič. In potem je zadeva potihnila, normalno major Prodanović je klical ali v korpu, ne vem kam, njegovo svoje poveljstvo in je bilo pričakovan nalet aviacije. Po tem incidentu? Ko je nehalo, po enih 10-12 minutah je utihnjeno bilo, je bilo nekaj že ranjenih, ta vojak je bil,
ki je kasneje Uršič bil ranjen v glavo, rikošet je bil in je kasneje v bolnici tudi umrl. Je bilo zatišje. Normalno, da je bilo pričakovati, ne. Tudi mene poveljnik Gutman kliče na let aviacijo, jaz nisem imel niti zveze, poslušajte, mi nismo imeli, radi si jih postaj nobenih. In neka veza je bila s tisto kmetijo Slak, kjer so imeli stacionarni telefon. In za 20-25 minut je bil na let aviacije, ne. Seveda oni so tolkli levo ob koloni. V sami blokadi so pa bili kamioni, tisti civilni. In raketiranje se pa je bilo po globini in zato je tudi zadelo bi smrtno žrtev tisti kmet, ki je imel na posestvu rampo za protitočno obrambo. To, pa ste me vprašali, to je nemogoče. Letalstvo ni delovalo zaradi tiste rampe. Kje je bo sploh videl? Kje je to nemogoče? To je en mali podstavek, 3-4 vodila so, tam se postavijo tiste male rakete in to, in efekt, to pa tudi veste, da je bilo tam malo tih šoferjev bolgarskih. Ja, žrtve so bile civilne žrtve, smrti se je prepustilo tuje tovornjakarje, voznike tovornjakov. Ali bi potem lahko rekli, da je na Medvedjeku se nekako lomilo vprašanje ali totalna vojna in žrtve ali samo odgovor na ogenj Jugoslovanske ljudske armade? Veste, tista pač situacija, vprašanje, koliko časa lahko še traja. Ja, ampak začel je. Ja, mi smo sprožili, mi smo sprožili. Tisti, ki so prišli iz kombijev, kot pravite. Ja. In potem jih je tudi ni bilo več, so oni svoje naredili in odšli. To je bil začetek. Mi smo sprožili spopad. Mislim, da je tudi pritisk bil, tudi Ljubljane, tudi iz republiškega štaba, da se strelja. Po vsej sili žrtve? Ja. Tako da sem občutek, ko so klicali z koordinacijske skupine in je moj pomočnik za zaledje sprejel klic in da so bili razočarani. Samo enega imate malo drugega, samo par ranjenih, sem občutek, kot da je premalo, da se je igralo na to karto, da bi bilo čim več žrtev, da je to za javnost, za mednarodno javnost, da se s tem potem gre, povete, kaj je, tako naprej. Eskalacija je bila zaželjena, in je rekel, pritiskalo se je na to, Po vsej sili žrtve? Ja, spopad pa prinese, glede na razmerja sil, glede na kaj je bilo imela na razpolago JLA in kaj mi. Veste, da bi bile žrtve na naši strani, mislim, to sploh ne razmišljati. Če bi armada in letalstvo, ko so delovali potem tudi desno, dol po dolini reke Temenice, jaz sem to slišal, osebne izpovedi od starešin in vojakov, če bi hoteli, bi bilo 100 mrtvih. Zdi se, da iz vsega povedanega izhaja, da na obeh straneh, se pravi tako na strani Jugoslovanske ljudske armade, kot na strani teritorialne obrambe, ni bilo nekega sovraštva enih do drugih, ampak da je bilo nekje v delu politike ali vojaških struktur, takrat vodilnih, želja po vsej sili izvati spopade in mrtve. A to drži? Ja, lejte, ta vojna je bila nekaj posebnega. Nikoli se mi nismo pripravljali na to vrstne spopade. Še manj pa tudi JLA. Nikoli. In med pripadniki JLA in pa med našimi vojaki ni bilo neke tenzije, ni bilo neke sovražnosti, ni bilo neke želje po spopadu oziroma po nekih žrtvah. Tisto, kar niso znali politiki, so prenesli na naša ramena. In garantirano povem, med našimi vojaki dvomi, da je res kdo si želel, da pride do spopada oziroma da pride nekega masakra, ubijanja. Če gledate tudi to sestav te kolone, to so poslali iz Karlovca, to kolone, to so bili mladeniči, ki so bili mogoče 3-4 mesece v vojni, dali prisego in so šli. Niti niso vedeli, kam grejo, niti niso vedeli, kakšen cilj imajo
In to daje misliti na neko ozadje nekih večjih zadev in večjih zgodb, zakaj je prišlo in kako je prišlo do tega. Ni bilo tenzije tega, ne. Celo prvi dan so se moji vojaki, recimo, družili z vojaki v koloni, ne. Kar je potem spet prineslo poveljujoči, da to prepreči, da to se pa ne sme in tako naprej, ne. Še kavico so spili, no. Težko je bilo v isti državi, v isti domovini še zaenkrat tako rekoč, ne. In tudi naši vojaki, ki so služili v tej isti armadi, težko je prelomiti to, dopovedati. To so težke stvari, to so z psihičnega vidika, ne. Ni problem, če bi jim kdo prišel, prej sem bil vojne načrte, S1, S2, Varšavski pakt, NATO pakt, tam ni nobene dileme, tukaj pa so bile dileme, ne. Težke odločitve so bile, tudi pri poveljujočih, predvsem pa pri vojakih tudi, ne. To, ni bilo nobene sovražnosti na začetku, ne. Ko pa poči, potem pa rešuješ in enoto in poveljstva in rešuješ vsak vojak individualno svoje življenje, potem se pa zgodba drugače začne, ne. Tudi potem na let aviacije, ne, če bi oni izkoristili vse tisti arsenal, ki so ga imeli strašno veliko žrtev, ne. Ampak meni so v živo povedali v pisanje, kako so nas preganjali dol v temi in celo nas kabnem zadeli, rekel. Sam hoteli so nas razgnati. Dobro, hvala za dragoceno pričevanje. Upam, da ne pridete spet v naslednji vojni. Upajmo.